Živjo, jaz sem Liza Marijina in vas lepo pozdravljam v svoji družbi. Danes vas bom vodila čez en krajši somatski klas, kjer se bomo zahvalili svojemu telesu, tej čudoviti posodi našega življenja. Pa kar začnimo. Postavite se stopali v širini bokov, rahlo pokrčenimi koleni in si predstavljate na sredini vrha glave nitko, ki vas vleče proti stropu. Hkrati si predstavljate nitko še v trtici, ki vas vleče proti središču zemlje. Skratka, ustvarjamo malo več prostora v svojem telesu. Ni treba nič pritiskati v nobeno od obeh smeri. Samo malo rahlo se vzravnam in rahlo se povlečem navzdol. Zavzamem svoje roke in se takole odrinem od sebe, da ustvarim napetost tule zadaj, tudi v lopatici, ampak predvsem v ramenskem obroču. Z glavo pa grem v nasprotno smer. Občutite zdaj cel ta razteg ob strani vratu in v ramenskem obroču in popustim. Grem še enkrat in zdaj z glavo v drugo smer. Roke odrivam od sebe, predvsem tisto na nasprotni strani od te, kamor je šla glava. In spustim. Verjetno čutite kakšne mravljince v rokah. To je okej. In zdaj gremo še enkrat, odrinem in zdaj dlani odprem v bistvu. In tokrat grem z glavo, zaokrožim po eni strani. Čutite, kako se razteg prestavil malo bolj naprej v vrat. In spustim. Pa še enkrat odrinem, odprem. Grem z glavo v drugo smer. In zaokrožim. Pa spustim. Še enkrat odrinem in tokrat roki obrnem v bistvu proti zadnji strani in zaokrožim. Spet grem z glavo v nasprotno smer, zaokrožim pa tule. Malo bolj na sprednji strani, razteg pa se je zdaj prestavil malo bolj nazaj v vrat. Lahko tudi obstanem na eni točki, kjer mi najbolj paše. Okej. Pa še enkrat odrinem, zaprem roki in grem na drugo stran. Okej, pa spet sprostim položaj in pustim, da odteče vsa napetost preko rok. Samo preverite, če je že kaj več prostora v vašem trupu, če je občutek, da ste kaj višji. Pa se dobimo spodaj. Kar vzamemo eno nogo, tisto, ki nas prva povabi, in si zmasiramo tole zunanjo stegensko mišico. Jaz sem začela z vlečenjem. Vi pa poglejte, kaj danes rabi vaše telo. Mogoče je to
neko stiskanje, mogoče to čisto rahlo tapkanje, mogoče malo močnejše. Kaj vam danes paše? Pa kar premasiramo celo stegno. Tule nad kolenom se meni vedno neka napetost nabira. Zdaj, če imate kako žogico, priporočam za masažo stopal. To deluje tako stoje kot sede. Ful paše. Pa gremo še na meče. Spet poglejte, kaj rabi vaše telo. Meni tu nad tole zunanjo kostjo, mislim, da je to tibija, tu spodaj. Po nogah tečejo tudi meridiani jeter, žolčnika, želodca, vranice, mehurja in ledvic. Tako da, če bi si res natančno zmasirali noge, spodbujamo pretok tudi v teh organih. Okay. Tule okrog gležnja, konkretno meridian ledvic. Tudi na zunanji strani. Zasledujte užitek, tisto, kar vam paše. Gremo kar na stopalo. Fino premasiram. Tule v tem stopalnem loku še posebej. Pa še med koščicami zgoraj na nartu. Če kar malo upognem prste v vse smeri, pa jih povlečem stran. Okay. Gremo še na drugo nogo. Jaz bom spet začela kar tule pri zunanji mišici. Dajmo se malo zahvaliti svojim nogam, ki nas nosijo po svetu, nas držijo po konci. Poznate tisti rek, ali kako naj temu rečem. Tako se reče namreč, no, telo ga je izdalo. Ne? V bistvu pa nam telo konstantno sporoča, kaj potrebuje. Še druga pomembna sporočila ima za nas. Ampak ja, če ga preslišimo, nas potem enkrat izda, ko ne more več. Spet tule nad kolenom. En sweet spot zame. Še meče.
Tole je ta bolj notranja kost pod njo. Tu poteka meridian vranice. Ja, jaz sem tule kar napeto. Če bi postavili 4 prste takole nad tole kost, gležnja. Tu je ena točka. Čutite? Gremo še lepo okrog gležnja. Z vseh strani lepo pomasiram. V tehle kostkah zgoraj oziroma med njimi. Malo spodviham prste. Tule, če še niste v temle loku, to ni tako močno. Okej. Pa se damo lepo na hrbet s pokrčenimi nogami. Brado dajte rahlo proti trupu, tako da se vam še tale zgornji del hrbtenice oziroma vrat vzravna. Poglejte, kako je s stopali. Naj bojo nekje v širini bokov. In bliže, ko jih date proti zadnjici, lažje pride celoten hrbet na tla. Tu seveda imamo v ledvenem predelu, imamo malo upognjeno. Ampak cilj je, da res odložim hrbet in ga spustim v podlago. Pri naslednjem izdihu oblikujte z usti črko S, da vam to pomaga, da res iztisnete ves zrak iz telesa. Počakajte, da telo samo vdihne. Kar pojdite ene 3-krat v svojem ritmu. Hrbet tudi nosi težo našega življenja, tako da mu lahko damo priložnost, da si spočije. Tla so tu, da nas podpirajo. Okej. Zdaj pa, če odročite roke, kot da bi se objeli sami sebe.
Tako da bi čuvali svoje srce zadaj, pa se to odpre. Področje med lopaticama. In se sprošča v tla. Poglejte, če še kaj držite, kakšno mišico, pa ne bi bilo treba. Poglejte, katera roka je zgoraj, bližje obraza, ker jo bomo potem zamenjali. Pa kar odročimo roki. Pazite, kako se je odprlo vse v prsnem košu. Pa se še enkrat objamemo, in sicer tako, da je zdaj druga roka bližje obrazu. Okej, pa spet odročimo roki. Pazite, kako je zdaj v prsnem košu, kako je v hrbtu, pa tudi v trebuhu. Čutite kakšne mravljince v rokah? Mogoče kaj drugega. Zdaj pa vas vabim, da stegnemo nogi, pa gremo kar z desno roko, kot da bi se spet hoteli objeti. Ampak tokrat si zmasiram levo stran vratu. Bom začela kar zgoraj, čist pri tilniku. Moj vrat danes rabi počasne in globoke prijeme. Spet poglejte, kaj rabi vaš. Vrat, pa tudi ramenski obroč.
Pa grem še z levo roko na desno stran. Ja, spet premasirkam. Okej. Spet pokrčimo nogi in grem z desno nogo, desno stopalo položim na levo koleno, levo nogo dvignem proti sebi in prepletem prste tule zadaj. Tako da si v bistvu držim levo nogo in hkrati desno. Čutili naj bi razteg v desni znotraj, na notranjem delu noge, pa tudi zadaj na stegnu in v zadnjici. Pomembno je, da nič ne boli, seveda toleriramo tisto rahlo nelagodje, ampak bolečine ne. Če ima kdo občutljiva kolena ali pa če mu je ta razteg preintenziven, lahko vedno položite nogo kar na tla in boste še vedno dobili vse dobrobiti tega položaja. Ložimo levo nogo na tla, desno prav tako. Zdaj gremo z levim stopalom na desno koleno. Spet dvignemo nogo, če vam je tako okej. In zdaj prepletemo roki na drug način. To pomeni, da če je bil prej levi kazalec višje, naj bo zdaj desni. En način je tisti, ki vam je za vas naraven, in zdaj tistega drugega uporabimo. Rada bi vam prebrala eno pesem Alenke Rebula. Vrnitev.
V tvojem telesu, tihi jelen, prestopam ta prak. S čuječim rogovjem prisluškujem. Dom me kliče, tja se vračam s prevodom dreves. Samo voh mi je ostal in drgetanje ušes. V zračnem morju se premikam kot potopljena ladja. Izgubljena plovem v zelenju za tabo. Skozi nosnice me kliče, me srka vase nezadržno izgubljeni raj. Okay, stegnimo nogi in počivajmo. Opazite, kako je zdaj v vašem telesu. Je že kaj več prostora. Kakšne so senzacije? Se je kaj podaljšalo? Se je kaj malo bolj sprostilo? Je telo že kaj težje? Pojdite zdaj s svojo pozornostjo v desno stopalo in nadaljujte gor čez gleženj, čez meče, koleno in stegno. Pa še v levo stopalo, gleženj, meče, koleno, stegno in boki, celotna medenica. Preko spodnjega dela trebuha navzgor, prsni koš, ramenski obroč in prek desne roke, čez nadlaket, komolec, podlaket, v dlan in še v levo ramo, nadlaket, komolec, podlaket in dlan. Poglejte še v vrat in v lobanjo. In zdaj preko čela vse do čeljusti. Pazite, da vas podlaga trdno drži in da lahko res sprostite vse, kar mogoče držite. Pazite, da je to varen prostor, kjer vas nihče ne moti. Kadarkoli se lahko vrnete v ta miren prostor. Zahvalite se še enkrat svojemu telesu, da vas nosi po svetu. In ostanite v svoji družbi.